iskanju naših uspešnih, prodornih in edinstvenih oblikovalcev, bodisi pohištva, bodisi dodatkov za dom, smo se ustavili tudi pri priznani oblikovalki, ki je svoje znanje uspešno prenesla v najrazličnejše izdelke. Njen repertoar je zares obsežen, vseeno pa ji posebno prepoznavnost dajejo izdelki za, kot sama pravi, najzahtevnejše občinstvo – otroke. Nina Mihovec je uspešna slovenska industrijska oblikovalka. Njen Wilsonic Design Studio je v dobrih 20 letih delovanja prejel številne nagrade. Zanimalo nas bo, kaj je tisto nekaj, ki te v oblikovanju naredi drugačnega, zanimivega in uspešnega. Nina Mihovec, pozdravljeni. Pozdravljeni, dobrodošli v našem studiu. Povejte mi nekaj, oblikovanje avtodomov, avtobusov, medicinskih miz in potem navsezadnje oblikovanje igrač. Kako človek doseže tovrstno oblikovalsko raznovrstnost, univerzalnost? Kot oblikovalec se moraš pri vsakem projektu izobraževati, seznaniti z tržno znamko, za katero delaš, z uporabniki izdelka. Včasih recimo so uporabniki lahko tudi trije. Tisti, ki nakupuje, tisti, ki upravlja z izdelkom in tisti, ki na njem v končni fazi leži, sedi, če govorimo recimo o medicinskih mizah. Vsakega projekta se lotevaš enako. Začneš z design research, konceptna faza, faza detajliranja. Torej mora oblikovalec na nek način vsakič tudi malo pozabiti na se in na svoje preference. Ja, oblikovalec mora velikokrat stran od sebe, da bi recimo uporabljal nek svoj osebni stil, ki ga preferiraš, ampak moraš vedno delati tako, da je najboljše za tisti brand, tržno znamko, za katero oblikuješ. Da se nalezeš, spoznaš njihov dizajn jezik, seveda pa pri dizajn strategiji vedno moraš upoštevati faktor novitete, zato da se stvari ne začnejo ponavljati. To pomeni, če so izdelki preveč isti predolg časa. Ko človek pride z fakultete in postane oblikovalec, vseeno pride na tržišče, kjer pa vladajo drugačne zakonitosti. Kje ste se in kako ste se priučili poslovnih skrivnosti? Mislim, da mi je to dal moj oče, ker sem z njim prej še v študentskih letih in še prej leta in leta prepotovala in skupaj z njim hodila na poslovne poti. Poslal me je tudi v Ameriko, v bistvu po celem svetu, in mislim, da sem se takrat prekalila v tem prodajnem smislu. Kaj bi rekli, da je pomembno za uveljavljanje lastne blagovne znamke? Vztrajnost. Predvsej vztrajnosti. Ta poslovni del se mi zdi, da je, če gledam iz sebe, oblikovanja samega je precej malo. To sedaj delajo ostali člani ekipe in to zelo dobro. Poslovodenje pa je moj glavni vsakdan. Tudi za blagovno znamko Oh No ste prejeli kar nekaj priznanj, med drugim tudi Red Dot Award. Povejte mi, na katere izdelke znotraj linije ste še posebej ponosni? Seveda smo ponosni na vse izdelke, ki so dobili Red Dot, ampak tudi na vse ostale. Najbolj pa zato, ker vidimo, ko si v bistvu sam svoj naročnik, sam moraš oceniti, kaj trg potrebuje, sam moraš oceniti, ali je ta dizajn dovolj dober, nimaš naročnika na drugi strani, ki ti bo rekel ja ali ne za določene predloge, in potem moraš seveda to tudi prodati. Tako da vsi naši izdelki, tisti, ki so ostali v prodajni liniji, na vse smo zelo ponosni. Povejte mi prosim še zgodbo o gugalnem konjičku Gugi. Kako je nastal? Leta 2010 sem ga oblikovala za svojega sina, ker sem se odločila, da ko sem dobila prvega otroka, so se v hiši začele nabirati plastične igrače in v eni točki sem imela tega dovolj in se odločila, da nič več kičastega ne prinesem v hišo. In tako se je začela v bistvu linija Oh No. Samo dober osnovni izdelek, dober dizajn še ni dovolj, ne? Da se potem stvari naprej zgodijo in da dosežeš svetovno uspešnost. Ne, ljudje morajo izvedeti za ta izdelek in to je, če se mene vpraša, najtežji del posla, prodaja. Povejte mi še prosim, kakšen pa je design research, ko gre za, kot pravijo, najzahtevnejše stranke, to so otroci? Včasih je lahko precej zabaven, ampak vedno pa povabimo in seveda naredimo ta design research z otroki. Je pa, se veste, kako je, ne? Enim otrokom recimo Lego kocke ležijo, drugim pa ne. Tako da tudi ta design research je zelo zahtevano. Otrok bo iskreno povedal, ali mu je všeč ali mu ni všeč.